3. decembra, na Mednarodni dan invalidov, je predstavnike te največje manjšine pri nas in na svetu že tradicionalno sprejel državni vrh, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez in v imenu predsednika vlade ministrica za obrambo Andreja Katič. Letošnji že 23. Mednarodni dan invalidov je potekal pod geslom Rastimo skupaj v Evropi brez ovir in je bil posvečen predvsem pravicam mladih invalidov. Invalid 21. stoletja, je dejal gospod Emir Okanovič, ni invalid pomilovanja, temveč je aktiven član družbe. Moja izkušnja z invalidnimi osebnostmi je taka, da so večinoma pogumnejši, da so večinoma ambicioznejši in prav pogosto se mi zgodi, da so hitri in agilni, da jih običajni ljudje ne uspevamo dohitevati. Zdi se, da s svojim obnašanjem dokazujejo, da zanje ni ovir in v tem smislu so vzor vsakemu izmed nas. Pahor je v svojem nagovoru še ocenil, da je slovenska družba bolj odgovorna in vključujoča kot v preteklosti. Vendar pa to ne pomeni, da ni potrebno še dopolnjevati in razvijati posebna področja, kot je recimo večje uveljavljanje znakovnega jezika in dajanje novih možnosti zlasti za razvoj mladih ljudi. Premalo je socialnih stanovanj za formiranje družine in seveda premalo je tudi možnosti za zaposlovanje. Delodajalci imajo še zmeraj nekako nekaj zadržka pred zaposlovanjem invalidov, to še zmeraj opazno. Študenti, ki zaključijo uspešno študije in se želijo zaposliti, naletijo na precej težav, zato se jih večinoma vključuje v zaposlitveno rehabilitacijo, ki pa vedno ni potem prava rešitev. V Društvu študentov invalidov Slovenije opažajo, da je vedno večji poudarek na integraciji v običajne osnovne in srednje šole, kar se kaže tudi pri množičnem prehodu na fakulteto. Jaz bi izpostavil predvsem ena stvar, ki je problem, to je za gluhe in naglušne študente, pa slepe in slabovidne, nimajo tolmačev na fakultetah. Zaradi katere bo v prihodnje bolj vključujoča, kot je bila. In to bo pomembno ne samo za. Nam je pa jasno, da je izvedbena zakonodaja in tudi ukrepi glede na zaveze, ki so v sami konvenciji invalidov, vsekakor zaenkrat niso na ustreznem nivoju, tako da bo na tem področju treba narediti še marsikaj. Bi se pa dalo najverjetneje nekaj več narediti pri tem, da bi bile tudi vsaj tiskovne konference, ki so v parlamentu izvajane ali pa ki jih parlament izvaja, da bi tudi bile tolmačene v znakovni jezik. Tudi otroci z okvaro vida so močno prikrajšani. In manjka tako pripomočkov, učnih pripomočkov, prilagojenih učbenikov, predvsem pa tiste podpore, ki jo potrebujejo za to, da bi se izobrazili tako, kot se lahko, kakršni so njihovi potenciali in da bi seveda potem to izobrazbo tudi koristno uporabili za svojo zaposlitev, da bi postali samostojni. Urad varuha človekovih pravic že 3. leto omogoča opravljanje prakse mladostnikom s posebnimi potrebami. Naučila sem se pisarniška dela, urejam papirje, režem, pa še druga dela opravljam poleg tega. Otroci s posebnimi potrebami čutijo nujo, da bi bili vključeni v zelo zgodnjo obravnavo
da bi jo bili deležni vsi enako in da bi kasneje imeli po šolanju, seveda prilagojenem, možnost kakršnekoli zaposlitve. Seveda pa mora biti poskrbljeno tudi za tiste, ki ne želijo v institucije. In zato si želimo, da bi zaživela osebna asistenca. Osebna asistenca bi bila rešitev tudi za mnoge invalide, žrtve nasilja. Na nek način je nasilje nad invalidi še vedno tabu tema v Sloveniji. Ugotavljamo, da ženske ne spregovorijo zaradi tega, ker družbenih možnosti ni stanovanja, da bi šle potem za sebe. Nimajo sredstev za preživeti v samostojnem gospodinjstvu. Nimajo potem sredstev za plačilo osebne asistence in pomoči. Generalna direktorica Direktorata za invalide, Dragica Bac, je pojasnila, da ministrstvo usklajuje vsebino 2 ločenih zakonov, ki bosta uredili področji dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Kdaj bosta zakona, ki bi invalidom omogočila bolj samostojno življenje, sprejeta, ni napovedala. V letu 2015, bom rekla, smo ohranili nivo financiranja v višini takšni, kot je bilo v prejšnjih letih, ne glede na finančno krizo. In še več, mi smo v letošnjem letu pravzaprav uvedli novost, to je sofinanciranje tehničnih pripomočkov, ki mislim, da je bilo dolga leta pričakovana. Trenutno smo v zaključni fazi pripravi pravilnika za pse pomočnike, to je popolna novost v slovenskem prostoru. Ministrstvo za delo je pridobilo nove vire iz evropskih strukturnih skladov, ki jih bo v prihodnjem letu namenilo za prehod mladih na trg dela. Ob Mednarodnem dnevu invalidov se je predsednik republike poslovil z mislijo gluhega košarkarja Mihe Zupana. Mladi naj se ne ustrašijo ovir in naj pogumno stopajo po poti, ki so si jo izbrali.